Dobrodošli v Mindology podcastu, prostoru, kjer se odkrito pogovarjamo o umu, podzavesti, notranjih vzorcih, čustvih in spremembah, ki se začnejo najprej znotraj nas. Tukaj delimo vsebine, ki niso olepšane in niso instant rešitve. So pa človeške, strokovne in namenjene temu, da lažje razumeš sebe, svoje odzive in pa svet, v katerem živiš. Če si na poti osebne rasti, te zanima, kako deluje tvoj notranji svet, ali pa samo čutiš, da želiš živeti bolj zavestno, mirno in pa v stiku s sabo, potem si na pravem mestu. Hvaležna bom, če epizodo deliš z nekom, za kogar čutiš, da bi mu lahko koristila. S tem pomagaš širiti prostor tega razumevanja, varnosti in pa zavesti. Hvala ti, ker si tukaj. Hvala ti za tvoj čas in za tvojo pozornost. Jaz sem Irena in to je Mindology podcast. Včasih se sprašujem, koliko odraslih ljudi hodi po svetu, nasmejanih, urejenih, uspešnih, ampak znotraj sebe nosijo en tak majhen, neviden del, ki je še vedno ranjen. Tisti del, ki si želi, da bi ga nekdo končno videl. Da bi nekdo rekel, hej, v redu si. Nič več se ti ni treba truditi, da bi bil ljubljen. To je tisti del nas, ki ga imenujemo naš notranji otrok. In vem, da je to izraz, ki se danes pogosto uporablja. Ampak, če ga zares občutiš, razumeš, da ne gre zgolj za teorijo. Gre za občutek, ki ga nosiš v sebi že od malega. Za tisti del tebe, ki se je nekoč naučil, da mora biti priden, tih, prilagojen, da bi bil sprejet. Ali pa mogoče močan, neodvisen, samozadosten, ker drugače ne bi preživel. Ta otrok pravzaprav nikoli ne izgine, samo odraste skupaj z nami. In potem, če ga ne slišimo, začne voditi svoje odločitve, začne voditi naše odnose in pa naše odzive. Včasih čisto tiho, včasih tako glasno, da ga ne moremo več ignorirati. In mogoče se ti je že kdaj zgodilo, da si v nekem odnosu začutil pretirano potrebo po tem, da bi bil potrjen. Da si naredil čisto vse, da bi nekdo ostal v tvojem življenju ali da bi te nekdo razumel. Da vidi tvoj trud. In ko tega nisi dobil, si začutil tisti stari občutek kot neko praznino v prsih. Ne tisto bolečino, ki jo čuti odrasla oseba, ampak tisto staro bolečino kot takrat, ko si bil še otrok in čakal, da te nekdo objame, a ta nikoli ni prišel, se nikoli ni zgodil. In to ni drama. To je realnost, to je življenje. In večina nas nosi te notranje dele sebe in delamo čisto vse, da bi jih na nek način utišali. In utišamo jih z delom, z odnosi, z nenehnim moram biti boljša, ampak dokler jih zares ne slišimo, se vrtimo v enem in istem začaranem krogu. Ko govorimo o notranjem otroku, ne govorimo o nečem ezoteričnem ali nečem nedosegljivem. Gre za tisti del nas, ki smo ga nekoč ustvarili, da bi pravzaprav preživeli. Del, ki je moral na hitro odrasti, se naučiti pravil igre, naučiti ugajanja in pa preživetja. Ampak ta del v resnici nikoli ni imel priložnosti, da bi bil zgolj samo otrok. Da bi jokal, ko mu je težko. Da bi bil glasen, radoveden, svoboden. Da bi samo bil, brez pritiska, da mora biti nekaj, kar je pravilnega, sprejemljivega. Zato se notranji otrok danes pokaže na zelo zanimive načine skozi naš vsakdan. Ne pride z napisom, hej, jaz sem tvoj notranji otrok.
ampak pride skozi naše neke čustvene reakcije. Recimo, ko nekdo reče nekaj, kar nas zaboli, bolj kot bi recimo nas moralo zaboleti. Ko se ob nekom mogoče počutimo zavrnjeno, čeprav ta oseba ni naredila nič slabega. Ko smo recimo razočarani, ker smo se trudili, a nismo dobili tistega priznanja, ki smo si želeli. Ko smo v paniki, da bomo ostali sami, če ne bomo popolni. To niso reakcije odrasle osebe, to so odzivi tistega malega dela znotraj nas, ki je včasih moral narediti čisto vse, da bi bil viden, da bi bil ljubljen, da bi bil varen. Zato se ta notranji otrok ne pokaže, ko smo v redu, ko smo okej. Pokaže se takrat, ko se počutimo ranljivi, ko smo prizadeti, ko nas nekaj spomni na preteklost, čeprav ne vemo točno zakaj. Ko odreagiramo v situaciji premočno, potem pa se sprašujemo, pa zakaj sem se tako razjezila? Pa zakaj me ta situacija tako zelo boli? To je on. To je ta naš notranji otrok. Ne zato, ker bi nas hotel kaznovati, ampak zato, da bi nas spomnil, da je on še vedno tukaj. In dokler tega dela sebe ne vidimo, ga pogosto poskušamo popraviti. Gremo v razlage, v analize, v neko racionalizacijo. Ampak notranji otrok res ne potrebuje razlage. Potrebuje zgolj in samo našo prisotnost. Nekoga, ki bo rekel, v redu je, zdaj sem jaz tukaj. Jaz te slišim. In ta nekdo je lahko samo ti. Ena od stvari, ki jih v terapiji vidim znova in znova, je, kako pogosto odrasli ljudje, še posebej pri ženskah opazim, živimo iz tistega starega hrepenenja, da bi nas nekdo končno videl. In morda se to zdi, da ta trenutek to nima nobene veze s tabo, ker si odrasla, odgovorna in samostojna oseba. Ampak rada bi ti povedala to, da kako subtilno se to pokaže. Ko nas nekdo pohvali in nas to čisto prevzame, ker globoko v sebi začutimo, končno nekdo vidi moj trud. Ali pa recimo, ko pošljemo neko sporočilo in nam nekdo ne odgovori takoj in se znotraj nas prižge tista notranja panika, kot da smo spet tiste male punčke, tisti mali otroci, ki ne ve, kaj naredila narobe. Tisto isto hrepenenje se pokaže, ko v odnosu dajemo več, kot prejemamo, ker se bojimo, da bo druga oseba odšla od nas, nas zapustila. Ko poskušamo dokazati svojo vrednost z delom, s popolnostjo, z nasmehom, čeprav znotraj sebe čutimo veliko utrujenost. Ko nam je težko prositi za pomoč, ker nekje v sebi še vedno velja tisto notranje pravilo, če jo bom potrebovala, je ne bom dobila. In potem pridejo trenutki, ko odrasli del tebe razume, da nisi več otrok, ampak tisti čustveni del tebe tega pravzaprav ne ve. On še vedno čaka, da pride mama, da pride oče, da pride nekdo, ki bo rekel tisti stavek, ki ga mogoče nikoli v življenju nismo slišali. Vreden ali vredna si ljubezni. Točno takšna in takšen, kot si. Ampak resnica je, da ta stavek moramo zdaj izreči sami sebi, ker nihče drug ga ne more nadomestiti. Vsi drugi odnosi, vsi partnerji, vsi uspehi so le poskusi, naši poskusi, da bi zapolnili tisto praznino, ki jo lahko zapolnimo samo s svojo prisotnostjo. In vem, da to ni vedno lahko, ker ta praznina ni v naših glavah, je v našem telesu, je v našem dihu, ki se ustavi, ko se počutimo zavrnjeno. Je v našem grlu, ki se zategne, ko ne smemo povedati tisto, kar čutimo. Je v naših ramenih, v napetosti, ki so se navadila nositi več, kot bi morala. Ampak dobra novica je, to niso tisti pokvarjeni deli nas. To so deli, ki samo čakajo, da jih nekdo končno vidi, da jih mi vidimo.
In ko jih vidimo brez sodbe, brez analize, samo s tisto iskreno prisotnostjo, takrat se res začne tisto pravo notranje zdravljenje. Vem, da je danes ogromno govora o ljubezni do sebe. Ampak realno, kaj pravzaprav to sploh pomeni? Če ne znamo biti sami s sabo, če ne znamo čutiti sebe. Marsikdo, ki pride k meni, reče: vem, da bi se morala imeti rada, sebe, ampak sploh ne vem, kako naj to začutim. In to je tisto bistvo, ker če smo celo življenje preživeli tako, da smo čustva potiskali na stran, da za čustva nismo imeli prostora, da bi jih izrazili, potem naš notranji sistem sploh ne ve, kako biti v stiku s samim sabo. Ker ko smo bili majhni, recimo, in smo bili žalostni, pa je nekdo rekel: ej no, daj nehaj jokati. Ali pa recimo, ko smo bili jezni in smo slišali stavek: pa daj no, ne bod taka. Ali pa recimo, če smo bili preveč veseli in radostni in smo skakali, nam je nekdo rekel: ne norčuj se, obnašaj se. Naš notranji otrok se je naučil, da njegova čustva niso pomembna in da niso varna, da jih je bolje skriti. In tako smo se odrezali od lastnega notranjega sveta. Zdaj pa kot odrasla oseba želimo imeti radi sebe. Ampak kako bomo imeli radi nekaj, česar ne čutimo? Ne moremo objeti nečesar, kar smo zaprli v neko kletko. Zato ljubezen do sebe ni zgolj neka afirmacija, ki si jo ponavljamo iz dneva v dan. Ni kopel s soljo ali neka večerna meditacija. Pa da ne bo narobe razumljeno, vse to je lepo. Ampak če zraven ne čutimo, če zraven ne dovolimo, da se znotraj nas nekaj premakne, potem ostane to samo neka nova navada, ki smo jo ustvarili, ne pa tista prava notranja transformacija. Ker resnična ljubezen do sebe se ne začne takrat, ko si dovolimo čutiti vse naenkrat, tudi tisto, kar ni lepo. Ko nehamo popravljati sebe in začnemo poslušati sebe. Ko si nehamo govoriti: ne bi smela to čutiti. Ampak da si priznamo, da rečem: aha, to ta trenutek čutim. In s tem zadiham. To je tisti trenutek, ko se tisti naš notranji otrok sprosti, ker končno začuti: hej, nekdo me vidi, danes sem varen, vse okej. In ko pride ta občutek varnosti, se začne nekaj zelo tihega, ampak globoko zdravilnega. Takrat si začnemo zaupati. In iz zaupanja pride nežnost. In iz nežnosti pride ljubezen. Ampak tokrat ljubezen, ki ne išče, ampak ljubezen, ki samo je. Včasih, ko ljudje slišijo besedo delo z notranjim otrokom, si pogosto predstavljajo nekaj zelo zapletenega, kompliciranega. Ampak v resnici je vse, kar ta del tebe potrebuje, je prisotnost. Ne popolnost, ne načrt, ne strategija, ampak samo nekoga, ki bo ostal. In ta nekdo si danes ti, sem danes jaz. Zato začnimo z nečim zelo preprostim, začnimo z opazovanjem. Da opazujemo trenutke, ko odreagiramo močneje, bolj kot bi si želeli. Ko nas nekaj užali, da nekaj ne razumemo, zakaj nas je nekaj tako zelo prizadelo. In ko se v nas prebudi občutek, da nismo dovolj, čeprav nam glava govori, da smo. Namesto, da se bi takrat kaznovali za vse te trenutke, jih poskusimo videti kot neka drobna sporočilca našega notranjega otroka. Ker naš notranji otrok ne išče logike, išče samo naš glas. Naš miren, odrasel glas, ki reče: v redu je, vidim te, čutim te. Ko se začnemo s tem delom sebe pogovarjati, in morda boš na začetku začutila odpor, jaz vem, da sem ga. Morda se bo zdelo čudno. Morda v tistem trenutku lahko pomisliš: hej, pa saj sem odrasla oseba,
kaj pa počnem, to nima nobenega smisla. Ampak verjemi mi, da ima. Ker tvoj sicer odraste, ampak tvoj čustveni svet je ostal tam, kjer je bil nazadnje slišan. In tja se vračaš ne zato, ker si obtičal ali obtičala, ampak zato, ker si ga nehala iskati. Ena stvar, ki zelo pomaga, je, da si vsak dan vzameš nekaj minut, nekaj trenutkov, da se vprašaš, kako se pa danes pravzaprav počutim. Ne iz, kaj moram danes narediti, kaj moram še danes zaključiti, ampak kako se danes počutim. In karkoli pride, zapiši si. Ne popravljaj svojih stavkov, ne ocenjuj, samo piši. In to delaš nekaj časa. In ko to delaš nekaj časa, začneš opazovati vzorce. Začneš prepoznavati, kdaj reagira tvoj odrasli jaz in kdaj tisti mali del tebe, ki še vedno potrebuje malo nežnosti. In potem pride trenutek, ko se v življenju nekaj zgodi. Nek konflikt, neko razočaranje, tišina od nekoga, ki ti recimo veliko pomeni, in prvič v življenju ne odreagiraš z bolečino, ampak odreagiraš z razumevanjem, z notranjim mirom. Ne zato, ker ti ni mar, ampak zato, ker veš, od kod prihaja tisti občutek. In to je zdravljenje. Ne pride v enem trenutku, ampak po malih kapljicah vsak dan, ko se naučimo biti znotraj sebe in da smo do sebe prijazni, nezahtevni. Če bi obstajala ena vaja, ki bi jo predpisala vsakemu človeku, bi bila to ta, ki jo bom danes delila s tabo. Ne potrebuješ posebnega prostora ali časa ali nekih predpriprav. Potrebuješ samo sebe. Zapri oči, če je varno, da to narediš. Naredi en globok vdih in izdih. In poskusi si predstavljati, da nekje v tebi, v notranjem svetu, sedi tvoj mlajši jaz. In morda ga vidiš kot majhno punčko, majhnega fantka. Morda zaznaš samo občutek. Ni pomembno, kako si ti to predstavljaš. Ampak samo poglej. Brez pričakovanj, brez sodbe. In samo poskusi znotraj sebe začutiti, kako se ta del tebe počuti danes. Je prestrašen? Je utrujen? Osamljen? Ali mogoče samo čaka, da ga nekdo opazi? In potem izgovori te besede. Vidim te. Tukaj sem. Slišim te. In to je vse. Ni ti treba razlagati, ni ti treba popravljati, samo bodi. In če to vajo ponavljaš vsak dan, začneš opažati, da se tvoja notranja napetost zmanjšuje, da se lažje umiriš, da manj reagiraš, ko te nekdo razočara. Ker tisti del, ki je prej iskal ljubezen zunaj, zdaj prvič dobiva občutek varnosti od znotraj. In to je moč prisotnosti. In ta moč ne pride iz glave, pride iz srca. In če boš še kdaj imel ali imela občutek, da ne zmoreš, da si spet v nekih starih vzorcih, se spomni. Ni pomembno, kolikokrat se izgubiš. Pomembno je, da se vedno znova vrneš. In da je ta otrok v tebi vedno tukaj. Čaka nate. Ne na popolno verzijo tebe, ampak na točno takšno, kot si ta trenutek zdaj. Vsi nosimo v sebi tiste drobne, nevidne delčke zgodb. Tiste trenutke, ko smo si želeli, da bi nas nekdo slišal, da bi nas nekdo potolažil, da bi nas nekdo imel rad brez pogojev. In veliko let jih poskušamo zakrpati bodisi z odnosi, bodisi z uspehi, bodisi z dokazovanjem.
Ampak resnica je, da tisto ljubezen, ki je nismo dobili kot otroci, lahko danes damo zgolj samo mi sami sebi. In vem, da se to sliši preprosto, ampak v tem je vsa ta moč. Ko enkrat začnemo poslušati tisti svoj notranji svet, se začnejo spremembe dogajati tiho, skoraj neopazno. Opažamo, da manj burno odreagiramo, da se manj razdajamo, da manj iščemo potrditve, da čutimo več, da več smo. To ni proces popravljati sebe, to je proces vračanja domov, do sebe, do tiste mehke, pristne, resnične različice nas, ki je bila vedno tam ves ta čas, samo skrita za tistimi plastmi, ki so nas nekoč ščitile. In če tudi ti imaš občutek, da te to močno nagovarja, da v sebi čutiš nekaj, kar bi rada resnično razumela ali razumel, je tudi hipnoterapija čudovito orodje, ki te lahko varno vodi skozi ta proces. Pa ne zato, ker bi želela odpraviti preteklost, ampak da bi jo začela poslušati. Da bi vstopila v svoj notranji svet brez strahu in tam srečala ali srečal tisti del sebe, ki je vedno čakal na tvojo prisotnost. Znotraj hipnoze lahko ustvariš prostor, kjer spet slišiš tisti notranji glas. Tisti, ki ti pove, zdaj sem tu in zdaj je varno. In iz te varnosti raste nova energija. Ne tista, ki še vedno hrepeni, ampak tista, ki ljubi. Tako mirno, tako zrelo in tako pristno. Zato, če danes ne narediš nič drugega, kot samo to, da položiš roko na svoje srce in reci, vidim te in ostajam. Tukaj se začne, to je začetek. In z vsakim vdihom, z vsakim dnem, ta del tebe začne verjeti, da si tukaj res zanj. In to je tista ljubezen, ki smo jo iskali skozi celotno naše življenje. Pa srečno.